tulipani magnet za spomladi, seveda brez tega, da jeseni nekaj naredimo, zato spomladi ne bo cvetja. In tulipane je kar težko izbrati. Toliko različnih barv spomladi cveti, da se je to treba malo vzeti časa ali na mobitelu to, ali pa v kakšnem katalogu. Katalogi so polni različnih sort. Teh sort je zelo veliko in sicer je sort na trgu več kot 200, mi v parku jih posadimo 350 vsako leto in med temi sortami je treba izbirati kako. Izbiramo pa tako, da pogledamo, kaj si na vrtu želimo. Si želimo zgodnje tulipane, si želimo pozne, si želimo rdeče, rumene, si želimo kakšne posebne. Vse to so različne sorte tulipanov, ki jih lahko izbiramo v jesenskem času, da spomladi cvetijo. Ko se odločimo, kaj si želimo, ali zgodnje tulipane, moramo vedeti, da te cvetijo konec marca, začetku aprila in da ostanejo nizki in relativno tudi hitro odcvetijo. Srednji, pozni tulipani so tisti, ki zrastejo višje in tam imamo izbiro sort mnogo večje. Od enostavnih tulipanov, kakršne so imele že naše babice posajene, do takih malo bolj posebnih, z nazobčenimi listi, z lilastimi cvetovi, s polnimi cvetovi, tudi take, ki imajo na enem steblu več cvetov, take, ki imajo zelene lise, skratka, tukaj pa se mogoče malo poglobimo, kaj nam je všeč in kaj nam paše na naš vrt. Seveda srednji in pozni cvetijo v aprilu do prvega tedna v maju, recimo odvisno sicer od vremena. To, kakšno barvo, je pa seveda izbor vsako leto prepuščen temu, kar nam je všeč oziroma kar nam paše na vrt. Seveda barvo že vemo, kakšno čebulico izbrati, pa je zelo dobro, da pogledamo, da so čebulice zdrave. Že ko jih pogledamo, nam delujejo, da so zdrave in da bodo lahko rasle, da niso plesnave, da nimajo kakšnih odrgnin in podobno. In pa pravilno velikost čebulic. Čebulice, ki so velikosti 11-12, so tiste, ki so ali pa 12+, taka oznaka je na prodajnih vrečicah, so najbolj primerne za vrtove. Ne kupujte tistih, ki imajo velikost manjšo od 11. In to so približno take čebulice. Pomembno je, da čebulico pravilno obrnemo. Obrnemo jo. Pravilno obrnjeno je tako, da pogledamo, kje bodo se razvile korenine in iz kje bo naprej zrastlo steblo in potem cvet. In čebulico potem damo v zemljo. Še velikokrat je vprašanje, kako globoko posadimo čebulico. Čebulico enostavno pogledamo, da jo posadimo 2 do 3-kratno velikost same čebulice. In to je tam približno pri tulipanih nekih slabih 10 cm, tam okrog 10 cm. Tukaj imamo malo prikaza, da vidimo približno, kako globoko to čebulico posadimo, da bo spomladi, da bo lepo preživela zimo in spomladi lepo cvetela. Tulipane sadimo v skupine. Najlepše so, če jih posadimo 10 v eno skupino, drugače pa pomembno, da vemo, kako narazen jih sadimo. Narazen jih sadimo tudi nekih 10 cm, 10 do 15 cm, odvisno od sorte. Lahko pa seveda naredimo tudi travnik tulipanov in naredimo miks različnih sort, ki so nam všeč. Kombiniramo jih lahko tudi z mačehami. Če gre da večja, je pa zelo dobro, da si malo splaniramo, kam bomo kaj posadili. Tulipani so zdaj postavljeni na gredah, sorte razporejene in sicer sadimo lahko ali razporedimo na 2 načina. Na seveda pripravljeno zemljo postavimo tulipane ali pa že odstranimo 10 cm, približno 10 cm zemlje in jih tam razporedimo seveda pravilno obrnjene. V prvem primeru bomo seveda uporabili lopatko, da jih bomo posadili, v naslednjem pa jih bomo samo zagrnili z zemljo. Seveda pri kjer kombiniramo z mačehami ali kakšnimi drugimi dvoletnicami, uporabimo del, da samo na vrh postavimo tulipane in rastline. Tulipani so posajeni in tako kot mi čakajo na pomladno sonce.
Pozabili smo prej povedati, da odlično rastejo na sončnih legah. Tulipani so otroci sonca in zato jim to tudi namenimo. Da pa jih pa bomo spomladi videli in če imamo obiskovalce voluharje na vrtu, potem je seveda dobro, da jih posadimo v mrežo, da bodo sonce spomladi tulipani tudi dočakali. Skratka, na pomlad smo mislili jeseni in želim vam lepo cvetočo pomlad.